Raje osliček ali fantiček? Zvonec je naznanil konec petkovemu šolskemu urniku. Lenartovi sošolci so se kriče zapodili skozi vrata učilnice, sam pa se je še vedno trudil pospraviti nered z mize. Pa ta šola, a zdaj naj pa še to težko berilo in knjige iz šolske knjižnice tovorim domov. Mama mi je že v sredo naročila, naj jih vrnem, pa sem pozabil. Spet jih bom poslušal. Kam naj vse to stlačim? Saj nimam več prostora v torbi, še zapreti je ne morem. Poskušal je torbo dvigniti z zamahom ene roke ter jo zavihteti čez desno ramo, a je bila pretežka. Začutil je pekočo bolečino v hrbtu. Spustil je torbo, da se je skozi njen napol odprt predal vsa vsebina stresla na tla. Pobral je knjige iz knjižnice in jih vtaknil na polico pod šolsko klop, da mu mama ne bo težila. Rekel ji bo, da jih je vrnil. Takrat je skozi vrata učilnice pokukal sošolec Lovro in mu zaklical. Daj že, ne bom te čakal celo večnost. Imaš pa kar pravo ime, Lenart. Če pa ne morem vsega stlačiti noter. Je Lenart v jezi skozi zobe zasikal proti tlom. Kar pojdi, pridem za vami. Da ga boli v hrbtu, ni hotel povedati, saj se že tako vsi norčujejo iz njegove drobne postave. Bolečini in jezi na težko šolsko torbo se je pridružila še žalost zaradi prijateljeve pripombe o imenu. Sesedel se je na stol, krčevito stisnil pesti, potegnil glavo med ramena, se uprl stopali ob tla in pridušeno zajokal. Nisem len, nisem. Trmasto je z nogami nekajkrat butnil nič krivo šolsko torbo in se z vso silo uprl v nogo šolske klopi. Izpod nje je padla izposojena knjiga in pred Lenartom razprla podobo glavnega junaka. Skozi solze se je zastrmel zabrisane podobe oslička z deškim obrazom. Tudi sam se je počutil kot osliček in ostržek obenem. Če bi ubogal mamo, bi knjige že zdavnaj počivale na policah knjižnice. In zdaj ji bo moral še ragati. Že ob misli na laž ga je zaskelelo v nosu. Spomnil se je zgodbe, ki jo je prebral. Pred njim so zaživele pravljične podobe mojstra Pepeta, neubogljivega in lažnivega ostržka z dolgim nosom, dobre in prijazne vile, cirkusa, Murna, prevarantov lisjaka in mačka. Ko bi dobre vile res obstajale. Si je tiho zamrmral. Težko je breme oslička, je zaslišal glas za seboj. Glavo je obrnil v smer, iz katere se je oglasilo, in smrknil. Nisem osliček. pa saj to ti pripovedujem. Vem, da nisi osliček. A se tako počutiš, ne? Lenart je previdno prikimal, saj še vedno ni vedel, s kom govori. Najraje bi videl, da me pogoltne velika riba in me odnese. No, saj ni tako hudo. Je rekel glas prijazno. Le vsa bremena si želel istočasno nadeti na svoj hrbet. Dobro bi bilo razmisliti, kako jih olajšati in razporediti. Kako, če je pretežko? Vsi od mene nekaj zahtevajo, s svojimi zahtevami in vprašanji me zasujejo že, ko se zbudim, in končajo zvečer, ko sem pa dodejo. Si umil zobe, si pospravil posteljo, si se toplo oblekel, uredil puščico, si to, si tisto. Daj že, Lenart, pohiti, Lenart. Saj se trudim. Danes me je zobna asistentka pri zobni preventivi pohvalila pred celim razredom, kako lepo skrbim za svoje zobe. Res, nikoli jih ne pozabim poščetkati. Umivam jih zjutraj in zvečer, včasih pa tudi po vsakem obroku. Ja, zato se pa le nasmej, Lenart, da se bo videl tvoj lepi nasmeh. Smeh je pol zdravja, še posebno, če je nasmeh tako bleščeč kot tvoj. Le pogumno. Veš, bolj modro je, če se kdaj upočasniš in premisliš, mogoče celo zapišeš v beležko, da ti bo lažje. Sčasoma, ko boš dejanja večkrat ponovil, si jih boš zapomnil in jih opravil že iz navade. Tako kot si se navadil lepo skrbeti za svoje zobe. A si dobra vila iz pravljice? Kako ti je ime? Morda tudi za koga. Se je prijazno zasmejal glas. Izvoli. Mu je vila morda tudi za koga ponudila mehkobo papirnate brisačke. Obriši si solze in izpihaj nos.
Ko boš zadihal s polnimi pljuči, bo svet lepši in svetlejši. Potem pa ti pokažem, kako lahko premagaš svoje bremena. Da osliček postane pravi fantiček. Kot ostržek, osliček postane fantiček. Všeč mi je ta rima. Se je skozi solze zasmejal Lenart. Smeh je razbremenil njegovo žalost. Pogumno, kot srednje velik slon, je pihnil v papirnato brisačko in z nosno trubljo naznanil izpraznjeno cisterno žalosti ter si mimogrede potapkal še solze. Je že bolje, a? Je rekla dobrotljiva morda tudi za koga. Šele zdaj si jo je lahko natančneje ogledal. Pa saj nimaš kril, niti zlatih kodrov, pa čarobne palice tudi ne. Si jo zamenjala z omelom? S prstom je boječe pokazal na metlo, ki jo je držala v roki. Ali je leteča? Saj nisi čarovnica. Morda tudi za koga se je zasmejala in rekla. Čarodejka mogoče, čarovnica pa sigurno ne. Pridi, pokažem ti nekaj, kar zagotovo pomaga, ko se naberejo težave in te uščipne v hrbtu. Pri mojem delu, veš, se to rado zgodi. Najprej pričarava svež zrak v učilnici. Čira, čara, 1, 2, 3, okno na stežaj odpri. Odprla je okno in globoko zajela svež zrak. Lenart je ponovil za njo. Stegnil je roke proti soncu in začutil prijetno in blago toploto. Tako, sediva na stol. Mu je pokazala morda tudi za koga. Vas zanima, kaj je Lenartu pokazala čarodejka? Takole je rekla. Prisluhni čarovniji, pozabi na skrbi, globoko vdihni mir, za hip zapri oči. Pretegni svoje roke, vzravnano poravnaj, pokončno hrbtenico ritko daj nazaj. Roke na kolenih z dlanmi počivajo, počasi mimo popka se vpenjajo v nebo. Zadrži jih visoko, neba naj se dotaknejo. Spusti roke k bokom, za tren ob njih otrpnejo. Visoko proti nebu naj misli plavajo, stopala pa na tleh po mahu stopajo. Že plezamo v krošnjo, z rokami vejo zgrabimo. Kolena pa za njimi, a jih z roko ustavimo. Leva, desna se borita, da koleni zadržita. Pomakni se sede naprej, na nogah prstke si oglej. Med razširjene noge se skloni proti tlom naprej. Počasi dvigaj hrbtenico, zadnja glava se vzravna. Skrbi ponovno spusti k tlom, s predklonom naj jih vsak odda. Brezskrbno se namesti, okrog sebe se ozri, svet je čudovit, le kaj se v njem godi. Kolena stisni skupaj, zasukaj trup nazaj, z rokami stola se oprimi, zadrži položaj. Nasmehni se kot sonce, zasukaj v drugo smer, otresi se skrbi, reši vseh zamer. Vdih sledi zabava, z letalom na potep. Razpni zdaj svoja krila, izdih čez stran prelet. Naše potovanje v objemu se konča. Zdravo leži kdor se rad ima. Krila so za petje, telo objamejo, srcu skloniš glavo, misli ritem ujamejo.
Kolenom se upogneš, glavo pridržiš, naj mirno tam počiva, da malo se sprostiš. Zdaj telo lahkotno, kot pero se zdi, nič lažjega kot to, da dvigne se v nebo. Z rokami oprijem, je trden in močan, telo v ravnovesju, dvig v zrak od stola stran. Prožno naše je telo, oprimi stola se močno. Usloči se, poglej nazaj, kot most. In usedi se v začetni položaj. Krila so zavetje, telo objamejo, k srcu roke skleni, misli ritem ujamejo. Prisluhni čarovniji, pozabi na skrbi, globoko vdihni mir, za hip zapri oči. Zdaj pa me poglej. No, kaj praviš? Kako se počutiš, Lenart? Ti si zagotovo čarodejka, počutim se carsko. Res pomaga. Vsak dan bom takole telovadil in pokazal vaj tudi staršem in sošolcem. Zdaj vem, tako kot redno umivanje zob, je pomembna tudi redna telovadba z zdravo in pokončno držo. Je nasmejano ugotovil Lenart. Prav imaš. Pokončno in ponosno. No, zdaj pa le. Pokončno in ponosno s svojim belim nasmehom. Odnesi še knjige v knjižnico. Ravno dovolj časa še imaš. Lenart se je vrnil vesel. Zdaj bo mami lahko povedal resnico in obdržal svoj nos. Morda tudi za koga mu je še pomagala pri pregledu urnika, da je lahko v svojem šolskem predalu pustil zvezke in knjige, ki jih doma čez vikend ne bo potreboval. Torba je bila zdaj nekoliko lažja. Pokazala mu je, kako naj se skloni v počep in jo z obema rokama postavi na šolsko klop bliže hrbtu in si jo natakne na obe rami, da se teže razporedi. Kaj zdaj, Lenart? Boš raje fantiček ali boš raje ostal trmasti osliček? Vsekakor sem raje fantiček Lenart. V ponedeljek se vidiva vila morda tudi za koga? Lenka, ime mi je Lenka, Lenart. Se vidiva v ponedeljek, snegovila Lenka.